jaz mislim še enkrat pred vso javnostjo. Ne. Prvič, Unicredit banka ni investicijska banka. Mi nismo imeli v svoji poslovni politiki in lahko ugotavljate skozi premoženjsko bilanco, nikdar, da bi se del premoženja plasiral preko kapitalskega trga. Pred 3 leti, obletnica zdajle, ko ste v tej sobi spraševali, kaj se z Istrabencem, smo naredili znani pobot, repo posla in na ta način smo prišli v posest. Še enkrat povemo, igrali smo konstruktivno vlogo vizavi tej državi, vizavi vladi. Slovenska vlada nas je pozvala, da sodelujemo. In smo sodelovali. Dali ponudbo. Tudi za ta delež. In tisti, ki je zainteresiran, ga pozivam, lahko pride k nam. Smo zainteresirani, mi nismo noben strateški partner. Mi smo samo in želimo biti dober bankir in s tem premoženjem, ki razpolagamo v tej obliki, dobiti najboljši rezultat. Tisto, kar smo naredili v letošnjem letu, v tej zvezi, je za nas popolnoma transparentno in skladno se z našo poslovno politiko. Prvič, da smo januarja zahtevali izredno skupščino, zaradi znanih stvari, ne bom ponavljal, vi veste, namera prevzema Laškega, ne, in drugič izredno revizijo za zadnjih 5 let. To je sestavni del agende za v petek. Mi smo povedali, da od tega ne odstopamo. Pristali smo na to, da ne zahtevamo izredne skupščine, če bo redna skupščina tako hitro in tukaj je jasno. Drugič, zahteve, ki smo jih dali in predlagali, o vsem se še ne ve, kakšen bo rezultat, tako po spremembi statuta in vsega ostalega, ne, se nam tudi zdijo logične, ker oprostite, nam se ne zdi logično, da je sestava nadzornega sveta danes taka, kot je, da je večina zaposlenih in manjšina kapital pri tako veliki korporaciji. Ne. Ko ste omenili gospoda, glejte, ti so solastniki Mercatorja, Allianz. Če ne bodo lastniki oziroma solastniki imeli možnosti, da delegirajo svoje ljudi, ampak neki tretji, ki na trgu govorijo tako ali drugo, jaz ne vem, v kakšni družbi smo in ne vem, kako si mi predstavljamo lastnino. A ne? Tako da, glejte, preprosto povedana, nam je stvar zelo jasna. Delovati transparentno in z namenom dobrih rezultatov. Samo dobri rezultati ste brez skrbi prinašajo svobodo pri vašem poslovanju. Kolikor hitro imate negativne, ste v soodvisnosti od kogarkoli. Tako da, prosim, katerikoli je zainteresiran za Mercator, naj pride k nam. Mi mu bomo dali in mi se bomo spogali in mi mu prodamo, naj on regira Mercator. Naša želja ni nobena posebna želja, verjemite nam, ne, da bomo mi zdaj odločujoči v korporaciji, ker kot rečeno, mi nismo investicijska banka. In ne morete pri nas najti nobene delnice, ki bi jo postavili v kontekst naše poslovne politike, da bomo ustvarjali dodatno vrednost ali pa pozitivne rezultate preko kapitalskega trga. Tako da tukaj je ogromno demagogija v Sloveniji, verjemite mi, a ne? In sam sem že rekel in v parlamentu in povsod, naj o zadevah odločajo lastniki, a ne? Tistih pa, ki želi biti lastnik, pa naj pride direktno ali preko trga, pa naj postane lastnik in naj on prevzame krmilo, pošteno povedano. In še druga stvar, jaz mislim, da smo vsi v istem čovnu, kadar smo potrošniki. Ne samo v tem primeru, ampak tudi, kadar so katerekoli storitve. Želimo najboljše za najnižjo ceno, najboljše produkte, najboljšo kvaliteto za najnižjo ceno. Prostite, če smo sestavni del Evrope, 4 svobode na evropskem trgu. Jaz ne vem, a ne kje smo v nekaterih primerih, a ne. In vi veste, da koncentracija je še druga zgodba v Sloveniji, v marsikateri branži, a ne. Tako da, in to, kar smo prej govorili, jaz ne vem, kako bomo brez tujega kapitala. Kako bomo brez tujega kapitala prosperirali? Kje bomo investicije generirali? S čim? Mi sami jih ne moremo, prostite.
Če gledate Evropo, Evropa je pri 20% GDP-ja ima letne investicije. Ne. Mi smo naredili ta eksces leta 2007, ampak mi ga ne moramo ponoviti. Brez tujega kapitala v nobenem primeru ne moramo ponoviti tega. Ne. In ne moramo pričakovati, da bi mi samo ob tujem povpraševanju lahko imeli pozitivno rast. Mi moramo kombinirati tuje povpraševanje z domačimi investicijami. Ti dve komponenti garantirata rezultate, ki smo jih imeli 10 let v Sloveniji, kar zadeva gospodarsko rast.